Živijo, jaz sem Nika, prihajam z podjetja Chipolo in vam bom danes probala na kratko predstaviti našo zgodbo od začetkov pa do tukaj, kjer smo zdaj in pa malo povedati, kako je slovenski podjetniški sklad in pa razpis, v katerega smo vstopili, SK200, nam pomagal pri tej poti. Zdaj, Chipolo v bistvu se ukvarja z enim problemom, ki ga verjetno vsi dobro poznate, recimo, ko se zjutraj odpravljate od doma pa iščete, kje so ključi, kje je telefon, v bistvu gre za zalaganje predmetov, kot so ključi, telefon, torba, daljinc mogoče tudi. In v bistvu smo tukaj našli neko rešitev, ko ti pomaga, da z nekim pametnim obeskom, ki se pritrdi na ključe, se potem poveže prek Bluetootha z aplikacijo na telefonu in pa lahko v bistvu ključe pozvoniš oziroma uporabiš obesek, da pozvoniš telefon. Ugotovili smo, da je to precej pogost problem na svetu, tako da danes Chipolo v bistvu pomaga najti ključe, telefone okrog 50.000 ljudem na dan. Prisotni smo v 200 državah po celem svetu, pa zdaj smo prodali približno 1,5 milijona produktov. O nas so pisali že tudi največji tehnološki mediji, se pravi The Verge, Macworld, Digital Trends, CNET. Začelo se je pa v bistvu to vse skupaj 7 prijatelji. Njih bilo 5, bilo jih je 7. V bistvu so se dobivali skupaj, neki so že za zabavo so razvijali neke aplikacije in en od njih je konstantno zamujal na sestanke, ker ni najdel ključev od avta, ni vedel, kje je denarnica in pa so rekli, stari, mi bomo nekaj pošiljali za tebe, da boš prišel ta prav cajt na sestank. Tako da bili so pa vsi so imeli neka taka ozadja, bili so hardware inženirji, dizajnerji, web developerji, mobile developerji in pa so prišli na idejo, da bi v bistvu lahko naredili en tak obesek, ko bi ga dal ti na ključ, bi se povezal z aplikacijo in ne bi bilo problema, kako najti ključe. Tako se je v bistvu začela sama ideja. Obrnili smo se pa takrat na Kickstarter, ki je bil zelo popularen in smo tudi uspeli, v parih dneh smo zbrali okrog $300,000, kar se je pa v bistvu uporabili za sam zagon proizvodne. In to tako je prva proizvodna je dejansko izgledala tako, da so sami co-founderji in pa njihovi prijatelji pa sorodniki v neki garaži sestavljali produkte, ker je bilo takrat, se je ful pisalo nas, zaradi samega Kickstarterja smo zelo hitro dobili tudi veliko naročil, kontaktirali so nas distributerji kar sami, ki so želeli prodajati naše produkte in v bistvu smo se znašli v situaciji, ko smo mogli zelo hitro izpolniti tisto, kar smo obljubljali. Tako da tukaj se nam je malo zalomilo, v resnici, ker smo hoteli se držati tistih rokov, ki smo jih obljubili in smo mogoče svoj izdelek prehitro dali na trg, ki še ni bil pripravljen, ker ni bil dosti zanesljiv. Tako da smo se tudi tukaj nekaj naučili in smo pa za nazaj popravili te stvari. Prišli smo do prve pisarne in tako, kot sem rekla, ful hitro so prihajala prva naročila, hitro smo se razširili pa še v Ameriko, pa po celi Evropi. In ta v bistvu tempo se je kar nadaljeval naprej ful hitro, ker smo ugotovili, da če hočeš biti aktualen na trgu, zanimiv za medije, moraš dejansko vsak let nekaj novega narediti. Tako da mi smo pa naprej razvijali produkt, smo ga izboljševali, dodajali nove featurje in vsako leto smo pa to predstavili v Las Vegasu na največjem sejmu elektronike. Tako se naš booth je pa vsako leto postajal večji. In zdaj smo v fazi, ko bomo dali na trg konec leta oziroma naslednje leto še 2 nova produkta. En je Chipolo Dot, se pravi še izboljšan Bluetooth tracker, drug je pa Chipolo Go, za katerega smo dobili tudi nagrado letos na CES-u. Zdaj pa, kako pa pride ta SK200 noter v tej celi zgodbi? V bistvu mi smo se prijavili na ta razpis približno 1 leto potem, ko smo na Kickstarterju zbrali sredstva. Imeli smo ful dela. Ekipa je bila ful dobro podkovana v smislu razvoja tehnologije, samega produkta, hardvera. Bil je pa manjko na področju marketinga, prodaje, samih financ, kako to zdaj vse skupaj menedžirati. In v bistvu ko smo se prijavili na ta razpis, smo v bistvu ta finančna sredstva porabili za to, da smo najprej povečali ekipo. Fokusirali smo se tudi na izboljšavo same kvalitete produkta, ker smo takrat ugotovili, recimo jaz sem prišla v tej fazi zraven kot
pač v marketing in se spomnim, ko sem pač prišla na Chipolo in smo se začeli pogovarjati, če lahko kaj skupaj delamo ali ne, in sem naredila malo researcha po internetu in sem začela razmišljati, a to sploh dela pač ta produkt, zato ker so se na internetu začele pojavljati slabe ocene, pač ljudje so pisali, da jim Chipolo pač, ne vem, da ni povezave, da jim baterija ne zdrži. In tako da, ko sem jaz prišla tja, sem jih pač vprašala, ok, a ta produkt res dela, a kaj delate na tem, pač to treba gledati na to, na izkušnjo samih uporabnikov s tem produktom in potem delati tudi na tem, da bo dejansko pač sama kvaliteta produkta bila lansirana na trg. Tako da v tisti fazi, ko smo potem dobili tudi to investicijo, se je veliko časa in tudi sredstvo namenili tem, da se je dejansko razvil tak produkt, kot je treba, da se pač to dolgoročno to šlo naprej. Potem s tem smo dobili tudi nek manevrski prostor, da smo lahko poskušali nove stvari, ker ko je samo podjetje na začetku svoje poti še ne ve točno, recimo čist z marketinškega vidika, na katere sejme greš, na katere marketinške kanale se splača osredotočati, tako da pač ta sredstva ti dajo nekaj manevrskega prostora, da greš lahko, ne vem, na 10 sejmov, namesto na 5 in pa že se naučiš, ok, tukaj so recimo naši potencialni kupci in naslednje leto se pač osredotočiš sam na 3 in si tako pač malo bolj zoptimiziraš vse. Naslednja pač stvar, ki je ful podobna pri teh razpisih, je pa seveda mentorstvo in pa to, da spoznaš tudi druge startupe, ki so mogoče že šli čez nekatere faze, ki jih ti še nisi, tako da lahko v bistvu izbereš vse informacije, ki ti pomagajo pač pri tvojih odločitvah, ne vem, primer spet iz marketinga, recimo, ne vem, se pogovarjaš s startupom, ki ima podoben izdelek, ki dela online marketing in se pač pogovarjaš z njimi, ok, kateri kanali vam najbolj delajo, kam se splača vlagati, imate PR agencijo, s kom imate dobre izkušnje, tako da v bistvu ne ponoviš ti spet teh nekih napak, da ne grejo finančna sredstva samo v testiranje, ampak da v bistvu svoje odločitve sprejemaš že na podlagi nekih informacij, ki ti jih bolj izkušeni ljudje v tej stroki dajo. Je pa še ena stvar, ko se mogoče včasih malo mogoče pozabila, ko se odločajo podjetja, ali bojo sodelovala pri nekaterih razpisih ali ne, in sicer, da v bistvu ti nekaj dobiš, ampak nekaj moraš tudi dati v zameno. Se pravi, če ti rabiš sredstva, neko znanje in vse, boš tudi nekaj dal. In tukaj v bistvu sprejmeš nekoga v svojo lastniško strukturo podjetja in moraš v bistvu dobro premisliti, kaj to pomeni za tebe v tvoji nadaljni poti, ko se gre pač za nadaljno rast in potencialne druge investicije. Tako da to je pač ena stvar, ko je treba na začetku premisliti. To je to z moje strani, če ima kdo kako vprašanje. Ja, za vprašanje bo čas kosira. Ok, hvala.